Pozdravljeni, danes sem vam pokazal poskus, kako znižanje tlaka v okolici balona in pa vode, torej pod temle steklenim zvonom, vpliva na vrelišče vode in kako vpliva pravzaprav na raztezanje tegale balona. Tale balon, kot vidite, je zavezan, tako da nič zraka ne more noter, niti nič ven. Postavil ga bom takole, pokril s temle steklenim zvonom in potem bomo z vakuumsko črpalko iz tega prostora pod steklenim zvonom izsesali zrak. Takoj bomo videli, da se tale balon, pravzaprav tlak znotraj balona je večji kot tisti znotraj tega steklenega zvona, zato ta tlak začne raztezati ta balon. In ga razteza in ga razteza. Za trenutek ustavimo to črpanje, da majčkeno tole razložim, ga razteza in podobno delujejo tudi naša pljuča. Torej, naša rebra in mišice raztezajo naš prsni koš, pljuča so noter kot tale balon in se zaradi tega napihujejo. Preko sapnika imajo pravzaprav dostop do zunanjega zračnega tlaka in zaradi tega se naša pljuča napihnejo. Če bi imeli luknjo med rebri, potem tak proces ne bi deloval. Zdaj pa nadaljujemo ta postopek. Ta balon se bo še naprej napihoval, vmes boste pa opazili, da bo tale voda začela vreti. Pri 22 stopinjah Celzija. Torej, vretje vode bo povzročeno pri mnogo nižji temperaturi, kot je 100 stopinj, kot je pri normalnem zračnem tlaku. Tule se že tvorijo mehurčki in voda ta trenutek vre. Zdaj bom dogajanje, torej črpanje zraka iz tega bom ustavil, ker to smo dosegli maksimum. Ustavimo. Zdaj bomo pa nazaj spustili zrak, tako da bo zrak vdiral noter in ta tlak bo začel stiskati ta balon, boste videli, kako ga krči. Evo, malo takole recimo. Še vedno je ta tlak dovolj velik, da pravzaprav ta stvar, tole ne morem odtrgati narazen. Toliko je to stisnjeno. Ko bo enkrat zračni tlak zunaj in pa tlak znotraj tegale balona, ko bosta enaka, bom z lahkoto spet tale balon odstranil. Morda lahko takole poskusimo, pa bo enkrat kar sam dol padel. No, tole gre dokaj počasi. Tlak se izenačuje. Evo, in tukaj je bil trenutek, ko sta se tlaka izenačila. Zdaj pa razložim še dogajanje, kaj se je pravzaprav dogajalo s tem vretjem tele vode. Voda je zavrela ravnokar, ampak ima 22 stopinj. Čisto nič več. Vrela je pri 22 stopinjah. Na ta način ne bi mogli skuhati kave. Zgodilo se je pa tole. Pri normalnem zračnem tlaku voda vre pri 100 stopinjah, torej pri znižanem tlaku pa voda zavre že mnogo prej. Recimo tukaj nekje okrog 20. Jaz mislim, da smo bili nekje v tele točki.